ja, to sprejemanje odločitev je po moje ključno in tega se mi zdi, da je dostikrat pa res premalo. Nekaj se odločiš in pač to pol, ne boš naslednjo sekundo že spet razmišljal, pa nekaj. Ja, sprejeti odgovornost ima eno težo in pač dobro v našem poslu. Imaš skozi neke odločitve, ampak na splošno, se mi zdi, da se ljudje najrajš čim bolj izognajo temu. Mogoče je to v človeški naravi, ne? Mogoče je. Ampak je pa lažje, če ti to funkcionira. Ta slovenščina je zanimiva. Lažje. Kaj? To je laž. Kar je lažje, je laž. Laž je. Aha, zanimivo, da viš tega korena. Čak, kdo mi je, Naram je tudi v nekih korenih razlagal, sem se zdaj, a je predsednik, ki sedi pred. Ne, to je Suhadolc razlagal, čak ne, Nara je pa tudi v nekih korenih. A veš, kjera je zanimiva? Se ne spomniš, kaj je? Slovenski jezik je, da ima sanskrtom zelo nežam, to bolj raziskuje. Pa Amaljeti recimo na to temo veliko knjig napisal. Da je slovenski jezik en prajezikov, v bistvu, da smo zelo stara kultura, v tem smislu imamo dvojino, imamo toliko sklonov. In to dejstvo pove recimo will v Ameriki, mislim v angleščini pove will, ki verjetno si žvižgal, ne. Pri nas je pa kolo. Kaj to pomeni? Kov na o. Recimo, in tega imaš ful v slovenskem jeziku. Res? Kada škov na o, ne, je kolo. Ne. Zanimivo. In izhajajo te besede iz pomena razvoja, ne, se pravi, mostiščari so najdali eno najstarejši, tam na mostiščar, najstarejše kolo. Tako da imamo eno bogatstvo, ki so nam ga pač tekom zgodovine, mislim, da je ta zgodovina veliko zlagana, ker zmer piše zmagovalci in so nam jo zbrisali. Seveda smo mešance na tem področju različnih kultur, ampak... Kaj misliš, da so nam zbrisali? Če raziskuješ, bom rekel, ta neke kje vse je, ne sem Karantanija še prej, kje vse so Slovenci, v resnici ta naša, ali pa Veneti, en del, ne, nas je Venetov, ne vem, 30%. Kje vse smo že bivali, ne, dosti razširjeno ljudstvo, pa tako na tem področju, imeli zelo tako, po moje, dosti razvito kulturo v smislu, da smo bili miroljubni ali pa umsko razviti, pa da se tudi mi smo se baje veliko bojevali, ampak na koncu pač smo eno majhna državca, pa mislim z izjemnimi posamezniki, če gledaš svetovno rango, ne samo šport, ampak tudi pač v znanost. Mislim, res tako. Ja, glede na populacijo v marsikerem kazalcu res imamo tako čist daleč ven sega. In ta kvaliteta jezika je sigurno neki zametek te naše tradicije, kulture. Mislim, jaz, kakor sem potoval, sem bil zmer na koncu, ko sem prišel domov vesel neke te slovanske duše, ki se mi zdi, da znamo se zjokati, znamo se poveseliti tako na nek tak odprt način. Počasih mogoče zmer ali pa tako treba alkohol za to, da nekaj odpira. Ampak se mi zdi, da je ta globina, ki jo ima naš narod, neki, ki jo nisem srečal v, bom rekel, anglosakskem območju. Ali pa tudi germanskem. Kakšno globino misliš, da nisi srečal? Globina človeka v smislu ne čustev, ampak v smislu odprtosti, da znaš to pokazati. Da znaš to mogoče nekoga objeti ali pa nekoga, ne vem, v ta pravem trenutku začutiti. Se mi zdi ta, ali pa sem jaz, nisem toliko bil tudi, no, ampak to, kar sem videl Amerike, pa Nemčije, pa rekel tega Kanade, recimo, pol leta sem v Kanadi bil. Nisem začutil te to, kaj je v slovanskem narodu, no, rekel, neke te bogatstva,
pa ne vem, ali je to tradicija, ali je to neka mešanca, da znaš čustva izraziti z odnosom do sočloveka na nek odprt, topel način. Okay. Pa to pokazati v nekem trenutku, mogoče tako, da nisi tako zadržan, plain. Pa ne rečem, da sem imel fajn kolege, pa tako pristne odnose. Ja. Recimo, razmišljam skozi svoje izkušnje, kam bi to dal. Dobro, Nemce lahko itak takoj odpišemo. Prav ni res. Ni res? Nik Nemca sem mislil reči. Jaz sem bil 3-4 mesece v Bonu in sem imel tam ene plezalske kolege. Ja. In v tem času jaz sem se mogel odločiti, da grem na odpravo v Peru. Ja. Ali pa grem na Erasmus pisati diplomo v Nemčijo. In sem rekel, nič v Peru bom še lahko šel. Ja. Erasmus pa nam še več. In sem se pa tako odločil in takrat so šli kolegi v Peru in se je na srečo en kolega padel v razpoko in to me je takrat kar prizadelo in lahko rečem, da Nemci toliko so bili res so bili prijatelji, taki dobri. V tistim, še sem bil tam sam, živel sem v enem študentskem domu, so bile 2 iz Hongkonga, ena Korejka, pa v glavnem zelo veliko Azijcev, pa en, ki je bilo, ne vem koliko nas je bilo, 8 v eni kuhinji, 8 sobic. On je bil Nemec, ampak pač te Azijati čist tako zaprti, to ni nič, pač to je vsak dan je to. Niso nekih čustev razvili. Recimo te plezalni kolegi... Niso razvili, niso pokazali. Pokazali. Okay. Ta je pa, bom rekel, te plezalski prijatelji, s katerimi smo se tam spoznali, smo imeli ful pristno izkušnjo, tako res lepo. Tako da lahko, da so Nemci ful hladni, niso. Ampak oni so tako nekako dolg časa rabijo, da se odprejo, ampak drugače, kot se mi zdi slovanska duša, drugače zaigra to. Ker te izkušnje jaz nisem, jaz res, da jih ne poznam prav veliko, nobenega pa sploh ne tako globok, ampak tisto, kar sem jaz videl, recimo ne bi nikoli to bi rekel, ali Nemci. Ne, se pa strinjam, mogoče, da te anglosaksonci tudi ne, ker to so le, Angleži so itak imeli imperij in so vladali in se jim je čist druga mentaliteta razvila. Zdaj študiram pa, kaj je s temi Španci, Portugalci, Italijani, te so pa vsi bolj tako, ampak to pa spet ne vem, ali je to dejansko pokazati čustva, ali so to res čustva, ali je tisto sam tak hype, da se to hitro ima meni. To pa ne vem, pa spet ne poznam. Jaz tudi. Nimam nobenih takih. Zanimivo. Ker recimo zdaj, ko smo bili na Japonskem, Japonci so vsi zelo tako in se tu priklanjajo, pa vse je hvala, pa ne vsako stvar z 2 rokam dajo, pa to ne. Ampak mi je pa zdaj ta Jurek, ta naročnik pravil, ki zdaj v Singapuru živita, da to sicer to tako je, to tako zgleda, ampak da v bistvu, da nas imajo pa čist tako, v bistvu, da se čutijo višje, da nas prezirajo, in je rekel te prikloni, ki se zmeri tako, da v bistvu priklon je tisti, ki greš res globoko. Če je nekdo res pomemben, če greš takole na pol, je tudi še to, kar jih pa mi doživljamo, pa se nam zdi, koliko te, to pomeni pa fuck you. To se je malo heco, ampak vsakem je pa malo resnice. No in isto za Indice. Indici se mi pa sploh zdi, da se nosijo tako, da to je pa, se imajo za nadraso, sploh če je ta prava kasta. Kasta, ta visoka, verjetno res je. Od nje že sestrična je zdaj šla v Kambodžo z Aisakom kot izmenjava in je obstala dol, tako da je zdaj že 15 let. A res? Poslovno pot svojo naredila in po Kambodži zdaj v Maleziji, v Kuala Lumpurju. Živi pa potuje pol. In brat je tudi v Kambodžo prišel, pa je tam Kambodžanko v življenju. V glavnem, ampak spoznava, mislim... Čigav brat? Od nje brat. Aha, okej. Tako
Tako da sta oba dol in pač prav ta azijska kultura, recimo, kar pa je prav, da se zelo varno počutile. Ja. Tako da je neverjeten, koliko je v bistvu To bi pa jaz tudi kljub rekel. tem velemestom, pa to nima veze. njim kriminala. Kakor je pač, recimo. Mislim, verjetno kriminala je nekaj. Ne? Mislim, ampak tako bom rekel, Ampak da, ja. Da je zelo malo. Bolj, Mislim, ja. Jaz se spomnim takrat, ko sem bil prvič na Kitajskem, dobro, to je bilo še pred mobilci, predvsem, ne? Takrat si se enkrat na 14 dni s faksom doma javil, da si še živ, pa to je bilo to. In, ampak takrat si prebral v Lonely Planetu, ki je bil edini alfa in omega Biblija, ja, da no vem, ja, 5 let nazaj so res sta dva ene Evropala, ampak pol so une dva obglavili in pol je bil mir. Mogoče sem toliko let roke sekal, da so in dejansko trebali. Tam jaz se v Aziji, kjerkoli sem potoval, nikoli nisem ogroženega počutil. Za razliko recimo od kakšnega Peruja, ne, ki pa je skoraj nemogoče, da se ne bi kje. Tako da, zdaj je ena znanka predlagala, kam bi šli, Kambodža ali pa Buenos Aires, sem rekel, jaz rajš v azijsko smer, kakor Argentino. Ja. Prej si že sam omenil, ti si bil v Kanadi pol leta, smučanje si učil, ne? Ja, res je. To je bila Kako pa je do tega prišlo? Ne vem. Skozi sem bi malo želel raziskovati, ampak kaj si bil tak. Kako priješ v Kanadi, mislim, vse dosti jih je, kaj tle po Italiji, pa po Avstriji učijo, kakšen celo do Švice, pa Francije seže. Kje za vraga najdeš pa Kanado, da boš smučanje učil? To je bilo to si šel tja, da boš učil, ali to si šel tja, pa se je izkazalo, da bi lahko učil? Ne, sem šel tja, da bi učil, ampak to je bilo malo spontano. Naredil sem izpit za vaditelj na smučanja pri Snežinki in bil sem konec 3. letnika, pa sem rekel, kdaj bom čez dne zdajle, najbolj da poziram. Pa enega izpita nisem šel delati, pa sem me klical, daj pogojno se vpiš, nimamo dosti študentov, pa ne, bi ti dal soglasje, pa boš vpisan, pa to se rekel, ne, jaz ne bom, namenoma ne bom oddal, pa to, no in sem se odločil, da bi si vzel en let frej. Se mi zdelo to neki, da kar moram, da pač se mi zdi že 21 let. 21, ja, tam je. Že faks je bil skozi tak, od 7 do 3, tako, ta gradbeništvo je tako, te že navadijo skozi na tempo. In pa sem poslal na enih 30 šol. Razmišljal sem, kam ne grem, sem rekel v Nemčijo, tako dobro nemško ne govorim, pa tako želel sem si malo sveta videti. V Franciji sem vedel, da za angleščino bi skozi prišel, ampak nekako mi je bilo preblizu, pa sem rekel, neč v Ameriko bi šel. Malo tisti njihov powder, pa vse skupaj malo pogledati. Pa sem poslal na 30 šol, no izmed teh 30 sem od 3 dobil odgovor, od 2 negativen, pa od 1 pozitiven. Ja, super. V glavnem, in ta pozitivna je bila v bistvu neka šola Mount Seymour nad Vancouverom. Tako da to je bilo tako malo slučaj, da se je vse skupaj sestavilo. In to je bilo, ne vem, da sem to pošiljal po moje oktobra, pa sem mogel pa vizo zrihtati, pa na Dunaj iti po vizo, pa kar naenkrat je bil tam začetek decembra, ker se pa tam že počasi sezona začne. In 5. december sem kar fiksno pol karto kupil, ko sem kaj prišel, je pa tam še čist jesen, tako benga snega. Mislim, Vancouver je ob morju, tudi jaz sem si predstavljal ful bolj zimo. Ja. Sem prišel kaj ful v gojzarjih, pa ful v cunah. Tam je pa to je tako, kot en Portorož v bistvu. Malo bolj mrzno mogoče, ampak približeno. Ja. Zato, ker je to ob morju in tam redko pade pod nulo temperatura. A res? Tako malo naletava sneg, ampak pač ta ocean ima 15-17 stopinj, ima toliko akumulacije toplote, da enostavno ne pobeli na tej geografski širini.
ta smučišče pa na 1500 metrov tik nad mestom in recimo nad 1000 metrov se pa neka snežna meja začne. In pol je tudi ogromen padavin, ampak takrat še ni bilo. Pa sem pa jaz v 2-3 tednih to malo potoval, tam sem šel, živel sem pa, v bistvu na smučišču so mi dali, tam sem sprašal, kje bi živel, jaz ne vem, pa so mi dali par kontaktov za ta sistem homestay. V bistvu sem pri njih bival, plačeval sobo, pa sem v bistvu z nizkega hladilnika jedel v bistvu kot član družine. In to je bilo ta odprtost kanadska, mi je pa takoj presenetila, ne. Jaz pišem mail, bom prišel takrat z avionom, pa mi oni dajo naslov, pa pravijo, ja, s taksijem pejt, približno 50 minut se boš vozil, tokle boš približno denar dati. In če nas nav doma, je pa ključ pod predpražnikom. In res je bilo tako, ne, jaz pridem nobenega nikjer, taksist pravi, to je to. Aha, to je ta naslov. Ja, me vrže ven za vse tisto sem imel eno boršo smuče, pa vse v eni borši, taki veliki. Ven se on odpele, se sprehodim kaj do vrat, zaklenen ključ, in pa sem šel v njihovo hišo, pa sem 2 ure not sedel, nisem si upal nič kaj tam pač tikati, ko sem v njej sedel. Nisem si mogel predstavljati, kako so tako odprti. Pa so prišli in sem imel 2 majhna otroka, tam so mi sobco dali zraven hodnika, pa dnevne. In pa sem z njimi živel. Pa sem pa pač, mož je šel na en sestank na Vancouver Island, pa sem tam pol srečal neke tudi Slovence, ampak ko sem potoval pač v teh 2-3 tednih, sem pogonil tisti denar, ki sem ga imel s sabo. In končno je padel pol sneg. Tako, nisem pa hotel se poklicati domov, pa bom že preživel. In ta drugi dan, ko sem učil, sem šel že kaj prosit, sem rekel, kaj bi jaz lahko plačal, pa prav, kako se slih včeraj začel, Sem imaš komi, ne vem koliko sem imel, 20 ur, ne 20, manj, 15, še manj. Pismo mi je zmanjkalo, veš, sem že toliko časa tle. In pa sem komi lih na zeleno vajo prišel, in je ful dežval. Po enem mesecu je bilo to moje pol, ali pa konc januarja, začetek februarja. Pa spet nismo uri. Teden dežval in je bilo vse zaprt, ker je bilo 2 metra snega gor. Si se obgreznil čez jajca, tako čist prepojen, to je noro. To jaz nisem še videl kaj takega. In pa sem bil doma, pa so pa tam neki delali, obnavljali ta družina, en apartmajček spodaj. Pa sem šel malo gledat, pa je začel sprašvati, to je bil nek sošolc Brian Adamsa in pa sem zvedel ogromno enih takih gradbic, tesarno. In me je začel sprašvati, kva delam, pa to, pa če bi kaj pomagal, čez pa frej, Pa mi je dal pa tam en kup peska, kamne, pa armatura not, pa sam srajne, Prevažati na drug konc parcele. S čim? S šajtrgo. Sem rekel, valjda, lahko pomagam. Dolg čas mi je bilo, nisem imel se kam dati. In sem šel tis voziti, pa pridem čez 2 ure, pravim, jaz sem že, a ima še kaj? Kako si že, me zdaj bavata, gre pogledati. Jaz sem bil takrat ful sem treniral, skozi športnik in sem naredil prav, dober, pa je z mano. In pa sem z njim 14 dni bajte postavljal, pa baso izolacijo, pa tako da sem tudi ta 2x4 sistem njihov spoznal. Še preden sem se sploh v bistvu za leseno gradno resno zanimal. Tako da v bistvu to je taka izkušnja dobra. Čekaj, ampak polk je pa nehal dež, oziroma ki je bilo spet zasmučati, si šel pa spet učiti? Jaz sem takrat pol to neke hitre odločitve ali pa sem nekako se odločil po 3 dneh, ko sem z njim delal, da pa ne bi do konca sezone delal, pa ne vem, koliko bo še v resnici odprt smučišče, ali bo ali ne bo, in sem si pa želel že prej v Whistler. Sam so takrat to je bila ena od tistih, ki so mi odgovorili, da je negativno, da ne imajo kvote za tujce omejene in da so pač izpolnjene in da ne morejo mi poslati, to je pa pismo, povabilo ti morajo poslati. In so pa rekli, pa sem pa pisal gor ali klical, mail sem poslal, mail. In sem dobil tako, da valjda takoj me vzamejo, ampak jaz sem imel vizo na delodajalca v Vancouveru
da pač ni problem, zdaj, ko že imam vizo, pa lahko spremenim. In so mi poslali takoj, ker to pa ni šlo v kvoto, ker si je pa iz Kanade že človek. In so mi poslali pol v 2 dneh, po mojem, potrdilo in to sem poslal v Quebec. To je Quebec, ki bi danes poslal, kam je to, v Štokholm. Na office, v Immigration, ta Office of Canada. To imajo centralni office v Quebecu. Jaz to pošljem in dobim čez 2 tedna pa pol to nazaj. Mislim, če poslal iz Kamenka v Ljubljano, ne bi dobil en mesec vize, razumeš? To je šlo pa tako daleč, ampak je prišlo to nazaj in pa sem imel vizo za Vancouver in to sem bil ful vesel. Ker sem pol v bistvu se preselil in še neko dodatno izkušnjo lahko dobil. Tako sem pol to družino zapustil, bival pri enih Slovencih še 2 tedna in pa so mi oni, ko so kolo posodili s tistim kolesom na avtobus in glavno sem šel s kolesom do Vancouvra, ne do Whistlerja. Ne s kolesom, ampak z busom. Pa kolo gor. Z vso opremo in ko sem kaj prišel, tam je pa 2000 smučarskih učiteljev in to je taka industrija, no. Pač to je kot Val Thorens, no vse so bile olimpijske. 2 hriba, Whistler, Blackcomb, in jaz sem v eni šoli tam dobil pač službo, ampak spanje ti pa ne zrihtajo, ne. Prijem kje, pa kje boš pa se spet, pa to, imaš par hostlov, ampak pol moraš pa staff housing, moraš pa vložiti par mesecev prej, pa pol odobritev, pa tako, ali pa zjutraj vsak jutr tam čakata, ne. Pa če kakšen gre, pa se sprosti, pa ti dobiš. Pa pizdarija, kako me zdaj tle preživo, ne. Tam pa hoteli, pa to nimaš kaj. In hostel je bil po moje, ne vem, 2/3 zaslužka dnevnega. Tam, ne, se pravi, 1/3 obdal še za hrano, se pravi, bi se dal z 0 skozi prideti. Ampak pač to ni bilo to, tudi kam sem še hotel iti. In sem pol bil v hostlu, pa sem šel pa vprašati za ta staff housing, ki res jaz sem rekel, neč, to moraš biti pa zgodan, ne. Vrem sem jaz v pol 5 vstal, v 5 kaj grem, pridem jaz kaj do tistih vrat in tam vrsta, po mojih pa ne vem, koliko jih je bilo. 15 ljudi že pred mano. Sem rekel, evo, gotovo, neč nam dobo danes. In tam so spali, tudi spalkam, pač za ta staff housing so se fajtali vsak dan. In star 21 let, tam pol čakam, ob 10 sem začel vmesti tam učiti, ob 9, ne vem, v glavnem sem imel časno. Odprli so pa ob 7 ali pol 8, tako da smo čakali pač tam zunaj in prijem na vrsto, pa sem pa malo tam pač jokal gor dol, jaz sem, me bojo dan poslali v tret, pa eno čokoladico v listisnu. Tako da pa ona prav, daj priti ob 3 men, bom videla, če bom se v kaj nabral. In res pridem ob 3 in me je čakal ključ. Tako da sem pa se preselil z hostla in sem živel pa z 3 Kanačani še 3 mesece in bila tako pač posebna izkušnja. To je bilo pa 3 kilometre od šole, tako da sem s kolesem hodil v snegu in v pač, kakor je bil vreme, rokavice gor in sem se fajn že ugrel do šole. Pa cel dan učil, pa... Ja, tle je bilo manj, recimo v Vancouvru je šola delala od 7 zjutraj smučišče do 10 zvečer. In tam je bilo Azijatov, je Chinatown, pa šole, pa tako, tam sem lahko učil tudi po 12 ur na dan. No, tle je bil pa tako, 3 urce od 9 do 12, pa smo imeli kosilo pa od 1 do 3. No, vse 6 ur. Tako da, ja, 6 ur. Tako da je bilo zanimivo, je pa pač ta njihov freestyle slog, sem spoznal pač te, jaz sem zelo, imel to tekmovalno tehniko, razvito, ne, alpsko, dole pa čisti freestyle, pač smo šli 2-krat smučati v Seattle. Kaj to pomeni freestyle? Pač vsi učitelji znajo sicer karvati, ampak ni to njihova podlaga, oni so na to pipes, pa se pravi, te cevi, ne, v parku, v smučarskih parkih, to so norci. Pač to je njihov, ta osnova, fundament, je freestyle smučanje in večina teh inštruktorov pol kucle,
pa 15-metrske skoke, pa celce tazga strmo. V glavnem so me vse živo vabili, pa sem se malo tudi nazaj držal, da sem rekel, jaz sem roko zlomil, grem dama. Ja, mogoče ne bi. Ampak smo pa živeli marsikaj, no, tako z njimi. Tako da tam sem srečal enega Janeza Leša, enega Slovenca, ki je pa drugač bil na faksu učil in pa z njim so pa plezala. Tam je na faksu učil? Tam, ja, v Kanadi. In so pa plezala tudi, no, so šla, v bistvu imel en tak velik trak, pravi, ne, tis avto, Tundra ali kaj. Imel zadnji za spat, v tistem Kenopijo. Pa so šla pol za čez vikend plezati v Banff, Kenmore, v Skalno gorovje, 1000 kilometrov vožnje. Ne. To se pri nas redko zgodi, da bi šel v Chamonix. Ja. Pa je manj kot 1000. Poplezati malo pa nazaj. Ja. Tam je pa to čist običajno, take razdalje. No, je pa tudi res, da tam se verjetno, jaz vidim, ki se za posel vozim, mene vožnja zmatra. Ampak zakaj te zmatra? Tam, ko sem po Ameriki vozil, jaz sem iz Miami, iz Kennedy Space Center, sem dal tempomat in potle je ravnina in to gre samo. Taka vožnja te ne zmatra in verjetno je tudi to. Če zveš, koliko vas si, pa vse bi se moral prebiti, da bi prišel do Chamonija, tam pa verjetno je šlo to. Ja, je prazna. Prazna cesta. Je res prazna. Ja. Tako da v severni Vancouver, tam, ko sem živel, to je na robu v bistvu teh gozdov in tam tako, kot je v Avstraliji, tle tudi ni redko, kdo se šeta po gozdov. Si predstavljam, ja. Pridejo medvedi v ta prve ulice, redno, no, tako. Tako da ja, pač to je bila ena taka izkušnja, kot 21 let star je, tako me kar postavlja nek fajn je bilo. No. Dober si, da si to, mislim, 21, ja, se kar podstopil. Odkje človek iz treninga, kaj se rekel, plesa pri Mojci Horvat pride na take divje, na 6000 plezati. Kaj si pa plesal? Plesal sem jazz balet. A ne? To 4 leta. Jazz balet? Ja. Ne moš verjeti. Včasih se je rekla, tihlot skavaka, da je nepoboljšljivo. Smo imeli še 3 kolegi, smo bili, no. En Kamenčan, on je plesalc zdaj, no. On en Jure, tam Vrtičič je pa, on je pa avione sestavlja, pa tako ne pleše, no, redno, ampak je velik del plesal, polko jaz sem v bistvu dosti. Jazz balet, no to pa ne bi. Ne bi meni for the life of me ne bi uganil, da si ti plesal jazz balet. Vem, da si kvaži trombon ali kvaži igral neki. God. V glavnem, ne vem, to sem bil skozi vedoželjen, stvari me je zanimali. In kako sem tle, po moje bila mami malo mi tako dala pobudo, pa velikrat sem jaz pol. Pa zakaj pa ne, sej bom probal, pa smer lahko neha. To so recimo alpinistični kolegi skozi. Ja, ko ti natreniraš z nami, pa tako, sem zelo malo v trening vlagal. Ampak sem ful rad počel še druge stvari zraven. Pa sem surfal, pa kolesaril, pa turno smučal. So rekli, turno smučal, to je za stara desce, da ima pismo, gremo grape plezati. Ampak meni je bilo tako, raznolikost mi je bila skozi všeč. Nikoli nisem hotel biti tok neki ful vrhunski, ki se mi zdi, tem vrhunskem si pol nekako umejiš nek spekter užitka. Ta šport se mi je bil zmer bolj kot igra, kot nek. In to se mi zdi, recimo, to je v tem šolskem ali pa razvojnem programu slovenskem šport kot tak za otroke. Se podpira, skozi se uči, da se ne bi smeli tekmovati, pa to. Delali smo izpite za, jaz imam izpit za inštruktorja, alpinistični inštruktor, surfarski inštruktor, pa športno-plezalni inštruktor, pa kva sem še delal, v glavnem kar nekaj teh stvari. Ampak sem pol tudi plezanje kar dosti učil in tam so nas učili, otroke ne smemo forsirati v previse, ne smemo jih pač tekmovalno toka. Istočasno je pa
cel sistem financiranja športa usmerjen tako, da pač otroci, ne vem, U10, U8, U12, U11, U13, spravo od 11 do 13, od 13 do 15 let, bolj kot zmagujejo, več denarja dobi društvo ali pa klub. In so ta tekmovanja bolj za starše, se mi zdi tako, da starši pol izživljajo neke frustracije. Ja, pa svoje neuspehe in jih hočejo pol na otrokih, recimo, bili smo v kolesarstvu, pa tam poriva, nekateri starši porivajo otroka na štartu, pa to je za 100 mašin. In zgubimo bazo, ki je pa 14-15 let star, je ta otrok zmozgan. Ali pa je v bistvu zgubi ta ego, ki bi ga mogel šele krepiti, da bo tekmoval ali pa da bo v nekem športu dober. Je že zmatra, v bistvu, zato ker so ga že ne vem, pa veliko poškodb pride, pa tako. In stroka ful uči, ne tekama, ne, a v resnici je praksa. Vsi klubi, danes, recimo, ful bi rada dala najna otroka v šport, a praktično redko kjer klub spodbuja rekreativnost. Ko gre enkrat v šport, takoj so tekme, takoj so neke obveznosti, tako. Se mi zdi, da je ta tekmovalnost fajna, ne? Pa to smo vrhunski v tekmovalnem športu, ampak je to bazo zgubimo. Veliko baze zgubimo, ker prezgodaj začnejo s tekmami. Fokus je preveč na tem, da se išče, kdo pa bo neki v športu in se pol te pumpa, namesto da bi se široka baza delala. Široka baza, pa ne se rekreativno res masa ukvarja s tem. Ja. Včasih se spomnim, je že bila Slovenija, ampak nekaj dosti več. Je bilo to, da si superge kupil še, si lahko odbil kot davčno olajšavo. No, tega danes, ja. Recimo, to je tak, to se mi zdi tako zelo simptomatično. Ja, sej super, dobro, mogoče je kakšen tudi hodil, ampak v principu je šlo to v davčno olajšavo danes. Sam si že pomisliš. To je, zdaj, te kdo sliši. Ja, sigurno, ko mi čakajo. Ja. Ne, ampak ja, tudi to se strinjam s tabo. Jaz nikoli nisem hotel, da bi karkoli, ali že tekmovanja so mi tako zoprne, da bi neki, ne vem, me ne vleče in sem se temu zmeri izogibal najprej na mehko, dokler sem se moral tako, ker sem se pa lahko zase postavil, sem pa rekel, da to mene ne zanima in lahko tako kaj treniram. Ja, če tekmovanje pa adijo. Vse zdrava tekmovalnost mi zdi je fajn, sploh pri fantih je tega po moje tako, če je zdaj od teh telefonov pa vsega premalo tega med 16 pa 20 se mi zdi, ko smo plezali, mi smo se ful tako zdravo, sej ne moreš, kaj boš ti, ne, kaj ti, ti mi jaz pokazal, že videl. Jaz ne mislim, hočel sem reči tako, tekmovanja za neke lige, točke, pa to, take stvari, tekmovanja se tudi, ne vem, ko smo bili pri tabornikih, jasno, sta bila takoj dva tabora in je bil na ragbi za rutke, da smo glih in pač take tekmovalnost, jaz mislim, da to more biti, sploh fantje to rabimo, da neki prideš, neki narediš se. Recimo, to je meni pri turni všeč, da nekam zgunđaš gora, da jaz sicer ne maram nobenih ekstremov, že za tvrtoglavce pa to, ampak ja, to. Rabiš še na ustrajnost. Rabiš, na ustrajnost neki, da ti je tako izziv, da boš tudi lahka, boš tudi lahka. Ja, taborniki. No, prej, ko smo v varnosti. Jaz se živo spomnim, ko sem jaz pri tabornikih Kamula, jaz sem bil najbolj vesel menso takrat, ko sem šel v tabornike kupil in tak nož v sneni futroli in ti sem jaz skozi nosil pa to. Koliko si bil to star? To sem bil star tam enih 6 let. No, jo. Da danes pride v šolo, 6-letnik v prvi razred. Ja, mislim, dobro. Starši. Ali pa tudi pri tabornikih, ne vem, če, da nam krivičen, mogoče so še, mogoče ni več, ampak takrat to je res, ni bil glih buvi, je bil pa tako na pol buvi, zato da malo ga. Ja.
In je bilo to normalno, da smo to nosili. Že ker sem jaz mojemu sinu, ki je bil glih toliko 6, sem mu za rojsten dan švicarski nožek prinesel. To so vsi kar tako. Halo? Ja. Bo pa ja, ne? Bo pa ja. Ja. Ne vem. Ne vem, kaj bi morali. To mi je, ta mala se malo pritožuje, ampak to mi je všeč pri tej Valdorski, ker kljub samo jih neki. Ne, prav, ja, mi ne študiramo zdaj toliko za maturo, vse šole, ne vem, v 4. letniku sam še za maturo, mi imamo, veš, ali pa druge letnike, ne vem, ona ima vsak dan 3 ure več, kakor ostale gimnazije. Zato, ker imajo pa delo s kovino, pa neka euritmija, ki sem mogoče nekaj pameten, mogoče nekaj pameten, ampak neka motorika se pa le dela. To, kakor če kate delaš pri karateju. Pa neka, zdaj te lesene klopce delajo. Pa za 4 dni so jih na komno pelali na turno smuko. To se mi zdijo take, res, vsaj malo tega, da je. Ne? Zdaj, jih bojo pripravili na maturo, zdaj tisti, ki si res želi, sem že naučila, če se pa ne bo, se pa ne bo. Itak, jaz mislim, da ta izobrazba bo malo tako, da mislim, že šola sama, pa ta sistem je malo mem. Preveč je pomnenja. Ja, seveda. In je premalo kreative, ta kreativa. Da bi se pa znajdel. Ko zaposliš ljudi, da pač se mora človek znati prilagajati, pa znajdati. Pa. Ja, je pa naučen, da dobi navodila po vrsti in danes je tak človek neuporaben. Ja. V bistvu, zelo neuporaben, če ni samo iniciativen. Mislim, za redko kjer poklic je to ful minus. Da je tako kot imaš zdaj AI, ko imaš te LLM modele, to, kar ti plašaš ChatGPT, pa ti nekaj odgovori, to je eno. Pol imaš next level workflow, to je to, kar si zdaj ti rekel. Ti mu rečeš, naredi to, pol naredi to, pol naredi to, pol naredi to in pol mi daje rezultat. Ne? Tretji level je pa, da imaš agenta. Ti sam rečeš, zdaj sva tlele do sem, pa da on naštudira to vmes. No in to bi človek, to si želiš od ljudi, da bi ti not prinesel.